To so prelomnice, zgodba o tem, kako sta se Zahod in Rusija zapletli v iluzijo partnerstva in nato burno razšli. To je naša sodobna tartarska puščava, mejni prostor, kjer sta Vzhod in Zahod desetletja čakala, se opazovala in si nezaupljivo merila moči. Od neizpolnjenih obljub do neuradnih vojn, to je zgodba o burni ločitvi. V 5 epizodah bomo odkrito pokazali, kdo v resnici nosi odgovornost za današnje stanje. Sledili bomo poti od padca Berlinskega zidu vse do vojne v Ukrajini. Razkrili bomo obljube in nerazumevanja o ponovni združitvi Nemčije, širitvi NATO, šoku Putinovega govora v Münchnu ter vojne v Gruziji, na Krimu in Donbasu. Na koncu bomo pogledali še hibridno vojskovanje in današnjo evropsko dilemo. Vojna za pravičnost ali umazani kompromis. 5 epizod, ena zgodba o zamujenih priložnosti in spopadu vizij, ki sta nas pripeljali do roba vojne. Naročite se na kanal, da ne boste zamudili nobene vsebine, s klikom spodaj. V prvi epizodi se vračamo v upanja polna leta ob koncu hladne vojne. Osvetlili bomo obljube o ponovni združitvi Nemčije, prvo širitev NATO po letu 1990 ter barvne revolucije, ki so Moskvo prepričale, da Zahod ne širi le svojih ustanov, temveč preoblikuje vlade v neposredni ruski soseščini. Ko je padel Berlinski zid, so mnogi verjeli, da se je začela nova evropska doba. Toda že v tistem trenutku so besede, izrečene za zaprtimi vrati, odmevale na to desetletja. Je Zahod res obljubil, da se NATO ne bo širil proti vzhodu? Ali pa je bila ta obljuba zgolj mit? Odgovor je odvisen od tega, na kateri strani mize ste sedeli, ko ste sestavljali dogovor. In ta razlika še danes poganja spor. Leta 1989 in 90 je Sovjetska zveza stala pred odločilno dilemo. Ali bo dovolila združitev Nemčije znotraj NATO ali pa poskusila preprečiti evropsko enotnost. Zahodni voditelji so, da bi pomirili Moskvo, uporabljali previdne besede. Ameriški državni sekretar James Baker je Mihajlu Gorbačovu zagotovil, da se NATO ne bo premaknil, citiram, niti palca proti vzhodu. Tudi nemški kancler Helmut Kohl in njegov zunanji minister Hans-Dietrich Genscher sta trdila enako. Sovjetska stran je te izjave razumela kot zavezo. Verjeli so, da bo NATO ostal tam, kjer je, če bo Sovjetska zveza dovolila mirno združitev Nemčije. Toda končni sporazum 4+2, katerega sta podpisali Zahodna in Vzhodna Nemčija in zraven še Sovjetska zveza, ZDA, Združeno kraljevstvo in Francija, je omejeval zgolj navzočnost NATO na ozemlju nekdanje Vzhodne Nemčije. O Poljski, Madžarski ali Baltskih državah ni bilo niti besede. V Washingtonu so trdili, da obljuba o širitvi v drugih državah torej nikoli ni bila formalizirana. V Moskvi pa so bili prepričani, da je bila izdana. Tako je nastala rana nezaupanja, ki se nikoli ni zacelila. V 90-ih letih so se države Srednje in Vzhodne Evrope množično obračale k NATO. Za njih je članstvo pomenilo varnost, demokracijo in prihodnost. Za Rusijo pa ponižanje in izgubo vpliva. Hkrati je Moskva pogosto ponavljala svojo domnevno pravico, da lahko zaščiti Ruse v tujini. Toda sosednje države so to razumele kot grožnjo, kot morebiten izgovor za vojaško posredovanje, če bi bilo potrebno. Da bi znižali napetosti, sta leta 1997 NATO in Rusija podpisali temeljni akt. Zavezništvo je zagotovilo, da nima nobenega namena, nobenega načrta in nobenega razloga, da bi na ozemlju novih članic nameščalo jedrsko orožje ali stalne vojaške enote. Tako so se tudi na podlagi tega akta leta 1999 NATO pridružili Poljska, Madžarska in Češka. Isto leto je NATO brez odobritve Varnostnega sveta OZN bombardiral Srbijo, eno najtesnejših ruskih zaveznic. Za Moskvo je bil to torej dvojni udarec, širitev NATO in dokaz, da lahko Zahod v Evropi uporabi silo, ne da bi upošteval Rusijo. Jelcin je protestiral, a Rusija je bila takrat prešibka, da bi karkoli spremenila. Ko je leta 2000 na oblast prišel Vladimir Putin, se je za kratek čas zdelo, da se odnosi izboljšujejo. Po napadih 11. septembra 2001 je Rusija podprla ameriško vojno proti terorizmu, tolerirala prisotnost ZDA v Srednji Aziji in sodelovala v Afganistanu.
Za trenutek se je zdelo, da je mogoče pravo partnerstvo. Toda nezaupanje je hitro spet prišlo na površje. Leta 2003 je v Gruziji izbruhnila rožnata revolucija, ki je odnesla prorusko oblast. Leto kasneje je Ukrajino pretresla oranžna revolucija, ki je razveljavila poneverjene volitve, na katerih je zmagal Viktor Janukovič in oblast pripeljala prozahodnega predsednika Viktorja Juščenka. Zahod in Rusija sta te dogodke razumeli povsem različno. Za Zahod so bile te zmage demokracije. Takšne demokracije, kjer je v bistvu odprt boj za oblast, kjer lahko državljani zamenjajo voditelje. Zahodne vlade so torej videle svojo vlogo v podpori tem procesom. Rusija pa je imela povsem drugačen pogled. Po njenem je bila demokracija sistem, kjer razmerja določa oblast, volitve pa le potrjujejo to ravnovesje. Zato so v Moskvi barvne revolucije videli kot tuje posege, kot organizirane udare in celo neposredno grožnjo lastni stabilnosti. Prav s tem razumevanjem se je Putin pozneje opravičeval, ko je uredil posredovanje v Belorusiji leta 2020, kjer je želel preprečiti, da bi se ponovil podobni scenarij. Za Putina in njegovo ekipo je bil nauk jasen. Zahod se ni zadovoljil zgolj širitvijo NATO, ampak je aktivno spreminjal vlade v ruski soseščini in mogoče pripravljal teren za poskus spremembe oblasti v sami Rusiji. Do začetka novega tisočletja sta si Zahod in Rusija ustvarili dve povsem različni pripovedi. Zahod je verjel, da države svobodno izbirajo pot demokracije in povezovanja, torej tudi zavezništva. Rusija pa je bila prepričana, da je obkoljena, prevarana in da je sodelovanje spodkopano. Leta 2007 bo Vladimir Putin stopil na oder v Münchnu in pred očmi sveta napovedal konec povojnega reda, ki ga je oblikoval Zahod. V naslednji epizodi München 2007, vrh NATO v Bukarešti in vojna v Gruziji, trenutek, ko so se ruske rdeče črte spremenile v pravo vojno. Da se ne bi zgrešili, ne pozabite se naročiti na kanal.